Takole, pa smo na vajah, pa dajmo izračunati kar prvo B. Treba izračunati vsoto prvih nadčlenov aritmetičnega zaporedja. In imamo, se pravi, aritmetično zaporedje. A3 je -2, A7 je 4 in treba je izračunati S49. No, vsota se izračuna po tejle formuli. Vsota S je n polovic krat 2 krat A1 plus n-1 krat D. In tukaj vidimo, da nam manjkajo podatki A1 in pa D. In to si moramo zdaj izračunati iz teh podatkov. Zdaj, mi vemo, A3 je A1 plus 2D. Odprej. In vemo, da je A7 enako A1 plus 6D. Vemo pa tudi, da je A3 enako -2, A7 pa enako 4. Zato lahko zdaj tile dve enačbi uporabimo in rešimo sistem, da dobimo A1 in D. Mogoče bi najprej izračunali D, če pomnožimo tukajle z -1. Prvo prepišemo, se pravi A1 plus 2D je -2. Drugo pa prepišemo tako, da jo pomnožimo z -1. Dobimo -A1 minus 6D je -4. Potem lahko ti dve enačbi seštejemo. A1 minus A1 se izniči, to je bil naš namen. 2D minus 6D je pa -4D. -2 minus 4 je pa -6. D je potem, delimo z -4 na obeh straneh enačb in dobimo -6/4, kar je -3 polovice. Ok, D imamo. Zdaj nas pa zanima A1. A1 lahko postavimo v katero izmed tehleh formul, pa dobimo. Se pravi, A1 plus 2 krat D že vemo, da je -3 polovice, je -2 . A1 minus 2 pa 2 se pokrajša, nam ostane -3, je -2. Se pravi, A1 je -2 plus 3, kar je 1. Aha, vidim, da sem vam v napoto. Bomo takole rekli, A1 je -2 plus 3 je 1. Lahko zdaj tule napišemo A1 je 1. Tako, zdaj pa kaj nas v resnici pa zanima pri tej nalogi? Ker zdaj imamo D, imamo A1 in nobeno aritmetično zaporedje ni več varno pred nami, ne. Zanima nas vsota 49 členov. In zdaj izračunajmo S49. Namesto n-ja bomo vstavili 49 polovic krat 2 krat 1 namesto A1 plus 49 minus 1 krat -3 polovice, pa vse zaklepaj. S49 je potem 49 polovic krat 2 celi plus 48 je 49 minus 1 krat -3 polovice. Gremo naprej, imamo 49 polovic krat 2 celi minus 48 in 2 lahko pokrajšamo, pa nam ostane 24. 24 krat 3 je pa 72. In dobimo zdaj 49 polovic krat
70. 2 pa 70 se pokrajša in nam ostane 49 krat minus 35. Tole pa bomo v dobri veri izračunali s tehnološkim pripomočkom, ki se mu reče kalkulator. Se pravi, imamo 49 krat 35 je 1715. To je to, 1715. Minus 1715. Bom malo najlepše napisala, takole. Minus 1715. Takole. Pa zbrišemo tablo. Zdaj vse te naloge, ki so tule napisane, so pač primerne za računanje. 100 naravnih števil smo že izračunali, 1a je podobna. Mogoče je edina stvar, ki jo rešimo še tako malo zagonetna, je mogoče tale. Prva naloga pri tem, ne? Pravi, imamo enačbo 2 plus 5 plus 8 plus tako naprej, plus x je 610. Zdaj, kako bi ugotovili, mislim, tukaj so 3 pikice vmes, ne? To pomeni, da je nekaj števil, ne vemo, koliko jih je, ne vemo, koliko je x. V bistvu je kar težka tale naloga, ne? In mi moramo tole celoto obravnavati kot vsoto členov. Zdaj pa jaz predvidevam, ne, da je aritmetično, lahko bi bilo tudi geometrijsko. Zakaj? Zato, ker pač še obstaja geometrijsko, ki ga bomo mi v nadaljevanju. Od 2 do 5 gremo za plus 3, ne? Od 5 do 8 gremo za plus 3. Tole se nam je že malo nasmehnila sreča. Se pravi, mi bomo rešili lahko enačbo. In zdaj, kaj vemo? To je aritmetično zaporedje. Prvi člen tega zaporedja je 2. Diferenca tega zaporedja je 5 minus 2, se pravi plus 3, ne? Diferenca je ta. In mi moramo, ne vemo sicer koliko sešteti členov, ampak dobiti moramo pa 610 tega aritmetičnega zaporedja. In jaz bi se lotila takole. Formula za vsoto na členov tega zaporedja je n krat prvi člen plus bomo reči z našli. Ker imamo a1 pa d, bomo tisto formulo vzeli, ne? Kaj je že? Takole. N krat 2 krat a1 plus n minus 1 krat d. Vse skupaj polomljeno z 2. In zdaj v bistvu ustavimo vse, kar vemo, tule sem noter. Sn je 610. N ne poznamo. 2 krat a1 je 2 plus n minus 1 krat d je 3. Vse skupaj polomljeno z 2. No, vse se kaže, da bo tole ena enačba. Damo krat 2 in dobimo 12200 je, tu nam ostane n, 4 plus, s trojko pa lahko pomnožimo vsakega v oklepaju. 3n minus 3. 1220 je 4n plus 3n na kvadrat
pa minus 3n. Aj. Zdaj pa imamo veliko teh n-jev, ne. In pa še, kaj se je zgodilo, imamo n na kvadrat, pa navaden n, ali kako bi rekli, ne. In to bo pa kvadratna enačba. Pri kvadratni enačbi je treba pa dati vse na eno stran in jo potem rešiti. Pa jo dajmo zdaj poenostaviti. To bom dala na drugo stran. Najprej si napišemo prvi z n kvadratom, to je 3n na kvadrat. Potem poglejmo vse, kar imamo z n-ji. 4n minus 3n je plus n. In pa potem, ko smo dali na to stran 1220, dobimo minus 1220. Ok, in zdaj imamo kvadratno enačbo, ki jo moramo rešiti. Zakaj? Zato, da dobimo število n. N pri kvadratni enačbi je pa tako. Kvadratna enačba se lahko na dva načina, lahko po Vietonovem ali pa kakorkoli razstavite, ali pa greste po formuli. Treba je določiti a, b pa c. Zdaj takole. In bomo tule napisali a je 3, to je tista številka pred x kvadratom oziroma n kvadratom, b je 1 in c je minus 1220. Ok, zdaj pa najprej preverimo, če bo to sploh rešljiva enačba, zato izračunajmo d. d je b na kvadrat minus 4ac. Če vam to ne gre, je to snov drugega letnika. Je tudi rešeno kakšno vajo. Se pravi, 4 krat 3 krat minus 1, 2, 2, nič, ne. In dobimo d je 1 plus 4 krat 3 je 12, pa krat 1220. Izgleda, bo treba spet uporabiti naš kalkulator. Se pravi, to 12 krat 1220 in dobimo, da je to 14.640 in diskriminanta je potem 1, 4, 6, 4, 1. Tako, diskriminanta je večja od nič, torej rešitve bodo obstajale. Prva rešitev, x1 je minus b plus koren d polomljeno z 2a. n1 bi bilo mogoče tu ustreznejše, ker rešujemo le n zdaj. n1. n1 je minus 1 plus koren 1441 polomljeno z 2 krat 3. n1 je zdaj pa držimo pesti, da se naloga izide. To pomeni, da se bo koren izšel. 4, 1. In je, imamo srečo, minus 1 plus 121 polomljeno s 6. Se pravi, nič, nekaj malega bom zdaj mogla zbrisati. Na žalost. Noče. Bo. Takle. Tistle bomo še malo pustili enačbo, kjer rešujemo, ne, če ne si pa malo previdite, če ste pozabili. Se pravi, in zdaj imamo n1 je 120 polomljeno 6, kar je 20. n2 je pa minus 1 plus najprej bom formulo vam napisala, ko ste že malo ven. Minus b minus koren d polomljeno z 2a. n2 je pa minus 1 minus koren iz d, bomo rekli, da je 121 polomljeno z 6. n2 je minus 122 polomljeno z 6. Z 2 lahko pokrajšamo, je to 61 tretjin. Minus 61 tretjin. Ker je to zaporedje, a ne, mi rabimo nekaj bolj konkretnega, ne. Številka mora biti cela, oziroma ne cela, naravna.
To pomeni, da tale rešitev odpade, medtem ko n je 20, je pa v redu rešitev. Ampak zdaj, če gremo malo nazaj, ne, po nalogi, ta je zelo dolga naloga, ne. Mi smo, da smo dobili n, smo reševali to enačbo. Da smo dobili to enačbo, smo povedali, koliko je vsota zaporedja. Vsota zaporedja smo imeli tule, a ne. In mi pa iščemo v bistvu samo x. Se pravi. In x je pa an. Tako. In n je 20. Zdaj pa kaj mi vemo? Mi vemo tole. A1 tega zaporedja je 2. Diferenca tega zaporedja je 3. Vemo, da iščemo 20. člen tega zaporedja, se pravi, zanima nas A20. In A20 bo enak tudi našemu x-u. A20 lahko izračunamo kot A1 plus 19d. In A20 bo 2 plus 19 krat d. Dan sem si pa dosti na pot. Ok, A20 je 2 plus 19 krat d je pa 3, a ne. A20 je 2 krat 3, 2 plus 57, A20 je 59. In, vemo tudi, koliko je x. X, bom dala bolj na debelo, evo. X je 59. To je bila pa ta enačba. In naj vas tale naloga ne odvrne, večinoma so bolj tako simplistične, a ne, tako kot tole, pa tole lahko poskusite. Je pa tudi taka možna, a ne. Tako da, to je to, kar se tiče aritmetičnega zaporedja. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!